Ja, pravijo, više si, bliže si nebesa, ne? In zato ni čudno, da se Janez Janša najraje sprošča v naravi in da ga lahko največkrat srečamo prav v hribih. Še posebej, če ne gre zgolj po neki stezici, ne malo na griček, ampak da greš v steno, je to nekaj, kar ti izčisti misli pač. Kot je rekel Ned Zaplotnik, ne, cilj je pot. Seveda je fajn, da priješ na vrh, ne. In je tudi to poseben užitek, ampak vrh ni tisto, kar je glavna stvar, ne. Tisto vmes je, ne. In seveda je po naši mali državici osvojil že veliko vrhov, a vedno so tudi najljubši. Škrlatica je ena taka kultna gora, ne, slovenskih gornikov. Tudi moraš biti kar pripravljen, ne, moraš ali bivakirati v naravi, ali je tvoje dnevo gor in dol. Potem v Trenti obstaja nekaj čudovitih kotičkov. Ne bom jih naštel, ker pač čudoviti so zato, ker zelo malo ljudi ve zanje. Za alpinizem so ga navdušili prijatelji, na takšne podvige pa se seveda ne odpravlja sam, ampak si je našel skupnost podobno mislečih ljubiteljev gorništva. Želje imam velikrat, sem časa ni, ne. Je pa poletje to organizirano, no, imamo v Trenti oziroma v Leperi naš letni tabor. Po zimi, če se da, kakšen slapa, ne, ledno plezanje. Moraš narediti tečaj, moraš stvari znati, ni dovolj, da si sam spreten ali pa da te nekaj veseli. Gora ni šala, ne, še posebej, ker se vreme spreminja, ne, to ni dnevna soba. Na sestaven del osvajanja vrhov je tudi njemu ljubo plezanje. Strokovnjaki ga prepoznavajo celo kot enega najučinkovitejših športov za psihično dobro počutje in to z razlogom. Imate mogoče bucket list vrh, ki bi ga radi osvojili? Jaz nisem lovec na rekorde, ste najbolj že velikokrat slišali, ne. Lahko je biti dober alpinist, težko je biti star alpinist, ne. Čar ni v številkah, pa v višinah in tako naprej. Čar je v lepoti. Ja, lepota že. Ampak predvsem varnost, varnost, varnost. Zato kdaj povabi tudi na umetnih stenah. Kaj je vam pomembno tudi pri plezanju? Kaj razmišljate, ko greste gor? Zdaj, ko si v steni, razmišljaš o steni, pa o oprinki, ki so pred tabo, o tem, koliko je še, ne, kje si že, skratka, je zunanji svet odmaknjen. Dočim tukaj, ko si varovan in tako naprej, tu lahko razmišljaš karkoli je to. To je bolj telovadba, ne, tukaj plezalni centri so priprava za resno plezanje. Za resno plezanje. Steni, skratka, to je nek šport, kjer razgibaš telo in duha. Ne vem, če kjera mišica ne dela, poskusite pa vas te. Tam ni tistega, da malo tega, malo unga, malo razmišljaš o težavah, malo o sladkih stvareh. Se moraš posvetiti poti, ne. Če si izberem rdečo, grem sam po rdeči. Ja, ki so različne te. Jaz grem po vijolični, greš po rdeči. Ta rdeča zgleda zelo težka. Jaz se je že bila kakšna neprijetnost kdaj? Ja, doživeli smo že marsikaj. Hvala Bogu, nič takšnega, da bi bilo zelo tragično. Ja, smo prav v Dolomitih doživeli nevihto z snegom in z udarom strele 30 metrov od nas. Nočnim sestopom, ko je zmanjkalo klinov. Je bilo nekaj tega. Nevaren šport, ne? Ja, pač. Zdaj, ko vas malo poslušam, imam občutek, da imate zelo radi ta adrenalin, ko pride od malo nevarnih situacij tudi. Pa to ni zaradi adrenalina, je zaradi lepote, ne, pa miru. Mi smo raje ostali na trdnih tleh. Ni pa njegov podmladek. Svoje navdušenje je seveda prenesel tudi na mlajše generacije. Vsi znajo plezati, nekateri zelo dobro. Letos imajo mlajša fanta vsaken cilj, tako da to mora biti nekaj družinskega. Ne rečem glih plezanje, ampak to, da greš v hribe, v gore, pač to je družinska dejavnost. No, skupni trenutki v hribih so super, ampak kaj pa doma? Starejša otroka sta že zapustila gnezdo, mlajša sinova pa sta ravno v najstniških letih. Ja, mi živimo na deželi. Včeraj cela družina pripravljala drva, že za naslednjo zimo. Pa mene ni bilo, ne, tako da sem mi skozi pošiljala slike, češ, ne, kje si, ne.
Čakamo. Ja. Tam imamo en potoček zraven hiše z fantoma. Gradimo jez, pravite, da boste naselili najprej ribe, pol pa še bobre. Igrate nogomet s svojimi otroci? Ja, tam imamo pa za hišo imamo eno tako ravnico in dva gola, tako da včasih ne. Zdaj, ko se dnevi daljšajo, mislim, da bo kmalu žoga na vratih, pa ko prijem domov že čaka. Vse jako pa ne. Aha. Za katera gospodinjska opravila ste pa doma zadolženi? Zdaj, na hladilniku imamo nek razpored narejen, kdo je za kaj, kakšen dan. Ne. In pri meni piše nedelja zvečer, ker to je običajno tak fiksen dan, ko smo doma. Okay. To, da jaz pospravim kuhno, na redke cajte sicer ne. Pa malo reda naredim, ostali bolj kaos. Tudi to je potrebno. To je meni veselje, ker takrat lahko razmišljaš tudi o drugih stvareh, pa ko ureješ prostor, ko ureješ recimo kuhno, ureješ tudi misli. No, ko pa se ta dnevni kaos življenja končno spremeni v nočni mir, pa rad v roke prime tudi dobro knjigo. Vsak večer preberem 10-20 strani knjige, sicer ne zaspim. Super. Kakšen žanr imate pa najraje potem? Odvisno kakšen dan je. Če je bolj sproščen, potem vzamem težje branje. Ne. Če pa je dan naporen, kot so zdaj recimo tile, potem pa kako znanstvena fantastika.